Prejšnji odlok je predvideval, da se komunalni prispevek plačuje le za ožji del občine, naselje Šentjernej. Ker pa so v zadnjih 2 letih zgradili skoraj 10 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, je treba območje širše začrtati. Spremembe odloka tako zadevajo vse, ki se bodo na novo priključili na kanalizacijsko omrežje. Gre za prebivalce središča Šentjerneja, Šmartje vasi, Dobravice, Vrha pri Šentjerneju in Gorenje Brezovice. To je velik del občine, tam nekje 2200–2400 prebivalcev dobiva to možnost in za njih seveda tudi pomeni, da bodo plačali komunalni prispevek. Prej ga niso imeli možnosti kanalizacije in pač tudi za to niso plačali, sedaj pa, ko je ta možnost prišla, pa bodo plačali komunalni prispevek. Sicer pa so občani že pred časom prejeli obvestilo, da bodo vabljeni na sestanek, kjer bodo izvedeli podrobnosti o priključitvi. Torej, jaz moram povedati, da sestankov ne bo toliko časa, dokler ne bomo imeli končnih izoblikovanih stališč. Preverka, bom rekel, na Ministrstvu za finance, na drugih službah, o pravilnosti pisanja odločbe in vse skupaj. Odločbe že pripravljajo, dodaja, in jih bodo občani najverjetneje prejeli v prihodnjih dneh. Nato se bodo z njimi pogovorili tudi o možnostih obročnega odplačevanja. In seveda intenzivno pripravljamo tudi, bom rekel, vse dokumentacijo za uporabno dovoljenje posameznih kanalov v Šentjerneju in ko bo posamezni kanal dobil tudi uporabno dovoljenje, bomo seveda obvestili tudi bodoče, bom rekel, uporabnike, da se od tistega trenutka v 6 mesecih priključijo na kanalizacijo. Konec novembra oziroma v začetku decembra, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, pa naj bi začela poskusno obratovati čistilna naprava.